Helena Blagne v življenju sprejema tako lepe kot tudi manj lepe stvari. Poganjajo želja po popolnosti, predvsem pa ljubezen. Predvsem se moraš spoštovati najprej sebe, to se naučiš. Je pa tako, da ženske danes igramo veliko vlog, veliko smo si same skuhale, potem si pa še dodatno otežimo, ker hočemo vsako stvar perfektno odpeljati. Od materinstva do karieristke, do izgleda, ampak če imaš nekaj rad, če z ljubeznijo delaš, potem ni težko. Očitno je vzpostavila pravo ravnovesje med ustvarjalno spontanostjo in premišljenimi odločitvami. Logično pa, da narediš kakšno napako, saj smo sami ljudje. Seveda sem jo, ampak sem jo popravila in sem se veliko naučila od nje. Človek pač mora v življenju določene stvari za sabo pokopati, predvsem jih mora pa pustiti, da gredo po svoje, da jih reka odplove in nov list življenja odpreti. In greš v boljše življenje, to je poanta. In je šla. Zasebno sem zdaj zelo kul, moram reči, da sem na zeleni veji. Mogoče je to tudi del tega, oziroma bi rekla, da je v veliki meri. Ker če se dobro počutiš, če si miren, če imaš zasebno urejeno, potem lahko deluješ. Jaz drugače ne znam. Ne morem, ker zelo s čustvi, kot sem rekla, vso zadevo peljem. Zna pa sprejemati tudi pametne poslovne odločitve. Postala je namreč ambasadorka modne znamke Frank Lyman Design. Jaz sem to blagovno znamko spoznala že v Kanadi, ko sem bila nekajkrat na turneji in ko sem naše drage Slovenke dame vprašala, kam ne grem v šoping, čisto po slovensko, so me vse pravzaprav napotile v modne hiše gospoda Franka Lymana. Treba iti v korak s časom, se pravi, da malce trendi, malce svežine, ampak glamurju se ne bom odpovedala, ker to sem jaz, ljudje me imajo takšno radi, predvsem se dobro počutim in treba je znati nositi.